Grad Mirna, znan tudi kot speča lepotica, stoji na hribu nad krajem Mirna. Gre za enega najstarejših gradov na Slovenskem, saj so ga začeli graditi že v 12. stoletju. Večkrat so ga prenavljali, med njim tudi Marko Marin. Legenda pravi, da v gradu straši, saj naj bi v njem živela grajska gospodična, ki je bila zakleta zaradi nesrečne ljubezni. Kot najstarejši del gradu pa se kaže nekdanja romarska hiša, ki tvori danes jugozahodni vogal osrednjega palacija. Še več o gradu in njegovi zgodovini pa nam bo povedal župan občine Mirna Dušan Skrbiš. Tole je pa zgodba Eme Krške. Ste prebrali o Emi Krški kaj? Ema Krška je bila pač takrat grofica, ki je imela v posesti to del te doline. To je Krško v Avstriji, ne naša Krška. In seveda tlačani so se pritoževali, da je premalo zaslužijo, se pravi, da jih ni plačala dovolj. In Ema je vzela pehar in je rekla, no zdaj si pa sami vzemite tu, kakor mislite, da ste si sami zaslužili iz peharja ven, se pravi tisti denar, ki je takrat bil. In pobrali so manj denarja ven iz peharja, kot bi jim ona plačala. Se pravi, vsak, ki je prišel, je bil bolj samokritičen in je vzel veliko manj. Danes bi ta prvo vse pobral. Da lastnik ni občina, lastnik je skozi zasebni lastnik. Grad je bil od leta 1996 v zasebni lasti. Se pravi, najprej je bil leta 1962 dan Marku Marinu v upravljanje za 99 let. Po Jazbinškovem zakonu je grad prišel v zasebno last leta 1996 in potem od takrat naprej je Marko Marin seveda kot lastnik obnavljal grad, lokalna skupnost pa je samo sodelovala na razpisu, kajti grad je bil leta 2002 proglašen tudi kot spomenik lokalnega pomena. To pa pomeni, da je zaščiten in da ima roko nad urejanjem samega gradu tudi spomeniško varstvo Dolenjske, oziroma spomeniško varstvo Republike Slovenije z enoto v Novem mestu. Marko Marin je grad obnavljal seveda skozi od 62. leta do leta 2012, potem seveda zaradi bolezni ni mogel več ga obnavljati. Grad je bil popolnoma porušen po vojni. Požgan je bil leta 1942 in sicer v decembru leta 1942, ko so partizani grad požgali zaradi tega, da se ne bi na gradu naselili Italijani, ker takrat so Italijani prihajali iz Trebnjega proti Mirni in iz gradu je lep pogled proti Debencu. Na Debencu so bile pa partizanske enote in seveda bi lahko tukaj nastavili mitraljeze in potem seveda tudi streljali proti Debencu. Zaradi tega so ga tudi požgali, dokončno pa je bil podrt tam po drugi svetovni vojni. Obnavljati se je pa začel bolj intenzivno po letu 90, namreč leta 1991 smo ustanovili tudi društvo Speča lepotica. Sem bil tudi soustanovitelj tega društva z namenom, da pomagamo obnoviti ta grad Marku Marinu. Zbirali smo denar, izdajali smo revijo, prijavljali smo se na razne razpise in seveda grad je dobival svojo podobo. Zadnja investicija, ki se je izvajala, je to južno obzidje, ki smo ga nekako mogli urediti, predvsem pa z namenom, da se zaščitijo vse površine gradu pred morebitnim rušenjem. Marko je leta januarja 2015 umrl in z njegovo smrtjo je bilo potem dedovanje in po dedovanju je grad pripadal njegovi polsestri Mariji Kerševan, ki je bila potem lastnica gradu. Ona je mogla poravnati še vse obveznosti
ki jih je imel Marko Marin v preteklosti, tudi do banke, in ona je potem seveda grad začela prodajati. Leta 2020, v februarju, se je oglasila Tatjana Rodriguez Anderson skupaj z Kajlašom Kokopeljem z namenom, da grad kupijo in tukaj naredijo neko svojo dejavnost, to je zdraviliško zdravljenje ali pa zdravljenje na osnovi glasbenih frekvenc. Prišla je korona in seveda zaradi korone se je potem cel projekt zaustavil. Tatjana ni želela potem več financirati in ta grad zdaj prodaja. Kupci prihajajo, zainteresirani kupci prihajajo iz različnih koncev sveta, od Kanačanov, Avstralcev, Američanov, Angležev, Čehi. Bilo je seveda veliko interesa tudi že vplačanih ara, za nakup pa potem do nakupa ni prišlo. Seveda skrb nad gradom nima lokalna skupnost, nima občina, ampak lastnica, ki ima v Sloveniji pooblaščeno firmo, ki skrbi za prodajo, in oni seveda tudi pripeljejo kupce na grad. Jaz pa samo pomagam pri določenih informacijah, ki jih zanimajo. Zadnji kupec, ki je prišel, želi tukaj imeti neko dejavnost, ki je primerna interesom tudi lokalne skupnosti, o tem seveda kdaj drugič, ko se bo ali če se bo kupec odločil za nakup. Grad bo ostal na Mirni, tudi če se proda, nihče ga ne bo odnesel, bolj nas skrbi, da se ne bi začel rušiti in seveda zato bo potrebno nekaj tudi solidarnostnih akcij, predvsem zato, da posekamo tale bršljan oziroma vse to, kar zarašča, ker ta zarast tudi uničuje stene na gradu in seveda lahko pride potem tudi do kasnejšega rušenja. Tako da tukaj bodo verjetno tudi Mirnčani in gasilci in vsi tisti, ki nam je grad pri srcu, pristopili predvsem z namenom, da ga zaščitimo. Grad je zelo lep, ima svojo zgodovino, ima svojo vsebino tudi. Zdaj zadnji kupec, ki prihaja, ima kar smele načrte. Če bo kupil, bomo mi zelo zadovoljni, namreč občina je lastnik zemljišča okoli gradu in bi radi to zemljišče tudi prodali pravemu kupcu. Je pa tudi zahteva, da se bo zaprla pot proti gradu, namreč ta pot za avtomobile, ne pa za peš. Peš se bo še zmeraj dalo hoditi, predvsem zaradi tega, ker se pojavljajo tudi razni vandali, in pa tudi taki, ki pač naj ne bi tukaj gor uničevali to, kar se je naredilo. Tako da moramo poskrbeti za to, da bo grad lep in da bo imel svoj namen za naslednje generacije.